Evo naju, z Janinom Klemenčičem se potepava po Peruju. Zdaj bova si pogledala še zadnji video, potem se bomo pa počasi že poslovili, ker je oddaje počasi konec. Ampak, Janin, kam bova še šla? Ja, zdaj smo malo gledali lepote in kulturo in grozote, zdaj se gremo pa še pretepati. To? Pa ne v človeški obliki, ampak malo drugačni, kot boš zdaj vsak hip videl. Je pa to zelo popularno tam v Južni Ameriki. Petelini namreč so tisti, ki se bojo pretepali. In imajo prav Amfiteatro de Gallos. Ja? Se ga boš videl zdaj vsak hip. Sicer zdaj jih je manj, na zadnje, ko hodim v Peru, jih je manj, takole publika zgleda, tole amfiteater, tam na sredi se pa petelini pretepajo. Dva gladiatorja. Ja, je pa to kar dolgotrajna zadeva, par ur traja in porabijo enih, mislim, da 8 ali pa 10 parov petelinov v tistem času. Tako kot tudi bikoborbe, recimo, ni to samo en bik, ampak jih je ponavadi ob nedeljah, je to približno 8. So pa zelo veliki, bojeviti, mišičasti petelini, za razliko recimo od Azije, tam so pa taki mečkani, ki so pa še toliko bolj bojeviti, ampak skratka zelo različni. Tele so zelo veliki, pa taki športni nekak, ne. Suhi, niso prav mesnati, ampak žilavi, ne. Čakaj, sem ta tekma se kako konča? Začne se tako, da na eno ostrogo mu privežejo nož. Ker če bi samo s svojimi lastnimi biološkimi ostrogami se borili, potem ne bi bilo dovolj krvavo. Nož je pa dolg par centimetrov, malo se ga že videl, malo se ga pa še bo. Potem postavijo takole pregrado, da se ne vidita. In potem, ko se omakne, se ona da spopadeta. In to je kar precej rund. Ponovadi se ena runda konča takrat, ko eden obleži in potem, ko se nič ne dogaja, jih pač ločijo. In druga runda, tretja runda, dokler eden dokončno ne obleži. Pa mislim, da ni čisto do smrti, dal pa tudi, no. Ker je še migov potem, ko so ga, ampak veš ga, ta je že zelo zmahan, tale svetli, ne. In to oranžen je pa še vedno bojevit, ampak veš, ni še čist na konc, ne, še bo se nadaljevalo. Pol mu pa piha toplo sapo v glavo, pa ga bodri, pa ga prepričuje, ampak tale beli ne bo več dolg, no. No in takih lebit, kar kar nekaj par, tisto popoldne, oni so uživali na vse mile viže, no viš tak, zelo kratke borbe so potem. In se ljudje derajo. Prva borba je dolga, potem pa vedno krajše. Ljudje se derajo, potem eden tam se sprehaja med publiko in pobira stave. Kako si zapomni, kdo je koliko dal in koliko je kdo komu dolžen, to nisem pogruntal, ampak očitno deluje, ker se nobeden ni pritoževal, ne. Skratka, precej bojevita zadevščina. Pa sem tudi recimo na Filipinih ali pa kje druge, smo videli kaj podobnega, pa smo se ustavili, smo recimo bili s kombijem, pa smo šli tja, ampak tam imajo pa eno urno govoranco, pa razkazujejo peteline, pa ima ta drug govoranco, pa še par županov pride pa takih, tako da sem kamer ne premakne in smo čakali, ne, ko smo eno uro čakali, pa smo pa rekli, vi se kar borite, pa smo šli naprej, ker bi cel dan šel, ne. Tukaj je pa kar zelo ekspeditivno. Peru od 1 do 10? Ja, takole, zdaj v Južni Ameriki, kar se tiče teh zgodb iz starih časov, bo kar na prvem mestu, ne. Bo? Kar se tiče pa kakšne, recimo, udobnih plaž ali pa ne vem česa, pa bolj zadaj, ne. Tako da zanimivo je, ni pa tako grozno, kaj vem, veliko zabavo je pa prijetno, pa ne vem kaj. Imajo pa svoje plese, recimo, predvsem v večjih mestih, ki so pa tako zelo pošterkani za naše pojme, ne. Tista perujska glasba večinoma, ali pa tudi tako napol zabavna, kakšna narodno zabavna, ne v tistem starem perujskem, s tistimi frulami pa tako naprej, ne, pa panovo piščavjo. Tako da, kar se tega tiče, ni ne vem kaj, no plaže, ne vem, sicer smo se nekaj namakali, bolj do kolen kot kaj drugega, Pacifik je bolj hladen, stalno so oblaki tam, tako da ni kakšno čudo božje naravno. Ok. Drugače imamo še en video posnetek, ampak ga bo mogla prošparati za drugič, ali kako? Bo prošparala. No, pa bova. Janin, hvala za tole kratko popotovanje. Naslednjič že veš, kaj greva? Ne vem še. Ok, bova se pustila presenetiti. Mi počasi zaključujemo, enkrat pridemo še noter, da malo povemo, kaj bomo videli jutri. Lahko pa povem, ne bom še povedal, bom pol povedal, ampak zdaj gremo na ansambla Saša Avsenika, Mladi smo. Pa prijemo še enkrat nazaj.